Kako ste kot predstavnik malih delničarjev zadovoljni z izidom današnje skupščine? No, posebej zadovoljni ne moremo biti, tudi spričo izkušnje prejšnje skupščine, ki je bila preklicana oziroma kar samovoljno prekinjena. Pa vendarle, tisto, kar je interes manjšinskih delničarjev v družbi, teh je nekaj čez 720. Večina na tako imenovanih ukinjenih registrskih računih je seveda možnost kakršnega koli donosa oziroma da njihova naložba ne bi predstavljala pravzaprav zgolj stroška. V ta namen smo v združenju formirali tako delničarski sporazum, kot tudi povabili k vključitvi v program delniške opore. In s tem v zvezi moram izreči zadovoljstvo, kajti že preko 50 delničarjev se je vključilo v oba naša programa, torej v prizadevanja, da skušamo doseči izstop iz družbe pod primernimi pogoji, tako da bi dejansko delničarji imeli od svoje naložbe v družbo Agis tudi kakršenkoli donos, ne pa zgolj stroška. Po drugi strani seveda k temu napeljuje tudi izvajanje in pojasnila strani direktorice družbe, da ni v doglednem času moč pričakovati dividend oziroma delitev dobička. Iz tega naslova torej je zaključek jasen in tudi dobro družbi, da skuša poskrbeti za svoje manjšinske delničarje. Danes je bilo pojasnjeno, da je precej teh tudi zaposlenih v družbi, tako da po tej plati mi želimo s konstruktivnim in korektnim pristopom pripraviti poslovodstvo družbe do tega, da predvsem spoštuje zakone. Izid današnje skupščine je pričakovan, glede na razmerje sil v delniški družbi je jasno, da je večinski delničar z vsemi pri vseh predlogih sklepov preglasoval manjšinske delničarje. Je pa skupščina pokazala, da očitno uprava in nadzorni svet svojega dela ne opravljata tako, kot bi ga morala. Ugotovili smo, da na skupščini ni gradiv, kljub temu, da je prvotno bila ta skupščina že sklicana za konec decembra, pa ni bila izvedena iz istega razloga. Ugotovili smo, da ni vseh poročil, da uprava očitno nima niti vizije, kako bo zagotavljala neko normalno dividendno politiko za manjšinske delničarje. Temu primerno je potekala tudi celotna skupščina. Z odvetnikom Strojanom sva želela na skupščini s tem v zvezi tudi pojasnila, razjasniti, kdo bo odgovoren za morebitno škodo, ki iz naslova kazni lahko družbi nastane, vendar ni bilo do konca pojasnjeno, ali je navkljub poskusu sklicevanja na nadzorni svet dejansko odgovornost na nadzornem svetu ali vendarle pri poslovodstvu družbe. Na skupščini se je odločalo o razrešnici upravi, nadzornemu svetu. Manjšinski delničarji seveda so povedali, da za razrešnico ne morejo glasovati, ravno iz prej omenjenih razlogov, da niti skupščine ne potekajo tako, kot bi morale, da nismo dobili odgovorov na zastavljena vprašanja. Seveda je pa večinski delničar, ki ga je pravzaprav predsednica uprave zastopala, lahko izglasoval razrešnico. No, hkrati pa največji delničar, torej Akaj z kar 81% deležem v družbi, v lasti ciprske družbe, vodi jo, torej največjega delničarja, ista direktorica kot tudi družbo Agis. S tem v zvezi njihov vstop v lastništvo na način zahteva, da bo potrebno podati prevzemno ponudbo in v tem kontekstu, če ne prej, seveda bi želeli, da pa vsaj takrat dobijo možnost tudi vsi ostali delničarji, da se na ustrezen način v smislu same perspektive družbe odvijajo tako postopek izstopa oziroma prodaje delnic družbe, kajti v teh 2 letih najkasneje bo torej potrebno dati prevzemno ponudbo. Na drugi strani pa računamo, da se bo v tem času seveda tudi skozi naša prizadevanja to omogočilo precej hitreje. Hkrati pa se bo v tem času seveda tudi iztekel rok, po katerem so
Tako imenovani ukinjeni registrski računi oziroma zbirni račun za prenos na kapitalsko družbo pomenil prenos delnic manjšinskih delničarjev. Še enkrat, teh za takšnim statusom je v družbi kar preko 630 in s tem v zvezi seveda bi bilo nespametno izgubiti, sploh ko gre, mi ocenjujemo, za okoliščine, kjer je seveda ta družba vse prej kot nič vredna, ampak da se bo pa omogočilo tudi ostalim delničarjem, da bojo tega imeli donos, pa bo potrebno očitno še kar nekaj prizadevanj tudi z naše strani in vseh tistih, ki se bodo v naše postopke priključili.